Včeraj je minilo 770 let od prve omembe vasi Perovo blizu Kamnika. Ob jubileju so v naselju, ki se je v zadnjih letih zelo povečalo in postalo pravzaprav del Kamnika, pripravili veseli prvomajski dan. In tam je bila seveda tudi naša ekipa. Ker se je v Perovo v zadnjih letih priselilo izredno veliko novih priseljencev, ki se ne poznajo med sabo, so želeli organizatorji perovanja združiti stare in nove perovljane ter vsem pokazati, da je Perovo prijetno naselje, v katerem se vsi lahko dobro počutijo. Predvsem bi radi dosegli, da bi ljudje tukaj zaživeli kot prebivalci nekega naselja, ki je lepo, zdravo, zeleno, ki ima še vedno svoje kmetije, ki ima veliko novih naseljencev z novimi idejami. Gre se pravzaprav za neko evropsko, bom rekla, akcijo, kako bi dejansko oživili ta mestne soseske, te stare in nove. To se dogaja po celotni Sloveniji, da imamo pravzaprav mrtve soseske, ker ničesar se ne dogaja, noben se ne pozna med sabo. Na perovanju se je res marsikaj dogajalo. Pripravili so celo vrsto delavnic, stojnic z dobrotami, zanimivostmi, vrsto kulturnih in športnih nastopov, med drugim pa so v spodnjem Perovu posadili tudi sadiko gabra iz zgornjega Perovega. Imamo gabru, ki je prišel iz zgornjega Perovega na spodnje Perovo. Bomo tudi zaželeli ugodno bivanje, dobro počutje sredi enega Perovega. Na zdravje! Čeprav Perovo na dva dela deli reka Bistrica, so se vsi zavzemali, da bi naselje zaživelo kot en kraj in da bi se tudi novi priseljenci v njem resnično počutili doma. Ja, v Perovem, ne v Perovem.